Na Razvojni agenciji Saša smo se zato odločili, da nekdanjo graščino v digitalni obliki rekonstruiramo in jo prikažemo na zato posebej pripravljeni tabli, ki bo omogočala obiskovalcem Gornjega grada, da začutijo, kako veličasten kompleks je to nekdaj bil in na tak način ohranjamo spomin na bogato kulturno tradicijo Gornjega grada. Na območju nekdanjega benediktinskega samostana v Gornjem gradu se trenutno izvajajo tako imenovane neinvazivne arheološke raziskave z uporabo geofizikalne metode. Namen teh raziskav je zagotoviti primerno podlago, torej izrise nekdanjih arhitekturnih ostankov, ki bodo služili kot nekakšna osnova za nadaljnje digitalne načine prikazovanja oziroma vizualizacije nekdanjih objektov. Poleg tega predstavljajo rezultati teh meritev v tej digitalni podobi tudi nekakšen muzejski eksponat, ki se lahko vključuje v didaktične procese izobraževanja in druge turistične namene. Kako pa deluje ta naprava? Kot radar. Radarske valove spušča v zemljo, tako kot pač radar v letalih ali pa ne. Pač valove oddaja, pa jih nazaj sprejema radarske. Pač vsaki material v zemlji ima drugačni odboj. Ne, pač neka struktura ima drugačni, prej odbije radarske valove nazaj kot samo humus oziroma samo prst. Ja, pri procesu digitizacije se najprej zajame zgradbo, fizični objekt oziroma objekt interesa. Digitizirali pa bomo s pomočjo fotogrametrije, to pomeni fotografski zajem slik, združevanje slik v oblak točk in izdelava 3D modela. V procesu 3D modela bomo umestili sam 3D model v okolje, v fizično okolje in ga prikazali v obliki aplikacije na monitorju. Verjamem, da se bo marsikateri obiskovalec Mozirja zaljubil v ta cvetoči kraj.